No, zdaj pa ta dinamični del. Gospa Vuk Godina je danes opravičila svojo odsotnost, zato smo zelo hvaležni, da se nam je pridružil Aleksej Metelko, ki je vodja projektov na Razvojnem centru Novo mesto. Verjamem, da me boste pri tem še dopolnili. Njegove bogate izkušnje v različnih vodstvenih vlogah in strokovnost so ga v karieri pripeljale do pogajanj v zahtevnih industrijskih panogah. Razvija in raziskuje duhovne, intelektualne in poslovne kompetence. V zadnjem času pa se posveča tudi energijskim terapijam. Verjamem, da nam bodo vsem še kako prišle prav. Dobrodošli. Super. Evo, lep pozdrav tudi iz moje strani. Zelo sem vesel, da sem v vaši sredini. Kaj je prednost, da je minister na takem dogodku? Dobiš aplavz še preden začneš sploh govoriti, ne? Ni to lošno. To je bila šala. Ok. Hvala za lep uvod. Včasih, ko slišim tako uvod, moram reči, da moramo to spremeniti, ker potem tako neko breme na mene pade, da človek bi imel skoraj tremo, razen če ne bi imel. Ne? Moje predavanja so nekoliko drugačne, kot so običajna, mogoče malo začinjena s humorjem, malo s kakimi globokimi zgodbami. Je pa ena zadeva, ki je na začetku vedno razčistimo, to je pa to, da vi ste sokreatorji tega predavanja, vsakega predavanja. Tako da bi vas na začetku samo vprašal intuicijo, predvidevam, da že poznate, koliko jo poznate? Uporabljate intuicijo pri svojemu delu ali ne? Zdaj, kdor javi, prosim sem, da dvigne roko, tako da se malo preštejemo. Super, evo, ravno pravo razmerje. Ok, bom začel z zgodbo, pravijo tako, da sopiči vedno začne z neko dobro zgodbo, tako da predstavljate si, da čakate pomemben klic poslovnega partnerja. Prvo tistega, ki ga že nekaj časa nagovarjate, da bi sodelovali, ne? Partner iz Amerike, ime mu je Donald, vsaka povezanost je slučajna, ne? V glavnem, želite že nekaj časa z njim narediti posel, pa nikakor ne gre, in potem dobite klic, telefon zvoni in vidite, Donald se izpiše. Ja, zdravo, sem razmišljal, Matej, živjo, sem razmišljal o tem ponudbi, ki si poslal, da pridi v četrtek v New York, bo se dogovorila, potem pa letim v New York, letim na Kitajsko med 4 tedni. Kaj naredite? Narediš si urnik, splaniraš si urnik, nova obleka, ameriška značka in tako naprej. Spravljam, cel neki kup aktivnosti, nekih energije, potem človek posveti, da se ta pot tako izpelje, kot se izpelje. Se pravi, letalska karta mora biti ta prava, ne? Mora biti hotel izbran, prevoz, logistika, seveda predstavitev sama kot taka, pogoji poslovanja, ogromno energije. In potem pa tisti večer, preden bi mogli iti na letalo, te nekaj začne zvijati, te kar nekaj stisne. In ko pomisliš na to, da bi mogel iti jutri na pot, imaš kar nek tak čuden feeling, da pa ne bi šel, da pa mogoče pa ne bi šel. Se vam zdi to tako iztrto izvito ali se vam zdi realen scenarij? Ok, strto izvito, super, 50-50 nekje. 21 let, mečkaj imam težave s tem mikrofonom, evo takole. 21 let, ali 23 let je od tistega nesrečnega dogodka, ne? 11. september v Ameriki, ko so pač tista letala trčila, kamor so pač trčila. Kaj mislite, koliko je povprečen odstotek odpovedanih letov? V povprečju? 3, 5, 10, 20%? 20? 5, ja. 5% je tisti odstotek, ki je lete, ki jih ljudje odpovejo. Kaj mislite, koliko je bilo odpovedanih letov na tisti dan za točno ta 4 letala? Nažalost ne. 21%. Zelo velik odstotek. Tako velik, da je celo zmedel pač preiskovalce, FBI, ki je preučeval ta primer, ne, in so v bistvu ugotovili, so potem delali raziskavo in so ugotovili to, da enostavno so ljudje imeli polno nekih čudnih prebliskov, nekih sluten sanj, takšnih in drugačnih, in 21% ljudi je najdlo dovolj velik razlog, da odpove let in vso energijo in čas, ko smo prej ugotovili, kaj je mogoče človek narediti, ne, je zaradi tistega svojega notranjega občutka recimo skenslal. Dr. Shirin Ebadi, ne vem, če kdo pozna, Nobelova nagrajenka za mir, ona je tudi ena izmed oseb, ki smo jih intervjuvali za knjigo. Knjiga zgleda takole, Intuition and Success, dr. Ivan Renda in jaz so avtorja.
Naredila sva preko 100 intervjujev poglobljenih 1 na 1 z uspešnimi posamezniki iz celega sveta, iz poslova, politike, biznisa, športa in tako naprej, in pa združila nekako ezoterične vere in pa akademske vere, tako da je tak nek alkemijski proces bil tukaj noter. No, in Shirin je bila ena izmed intervjuvancev, ki je rekla, da ima dostop do intuicije vsak, in s tem se pač zelo strinjamo. Kaj bi pa rekla, kakšna je razlika med Shirin Ebadi pa med običajno žensko ali pa recimo običajnim moškim? Poleg tega, da je Nobelova nagrajenka za mir, pa da je po Forbesu med 100 najbolj vplivnih žensk, trenutno živečih. Dovolj si čutiti. Ona je rekla, vedno razmišljam racijo, vedno pogledam številke, data in vse, ampak vedno potem tudi poslušamo svoje srce. Prav vedno imaš ta dostop in moraš tako narediti. Njena zgodba je takšna, da je intuicija rešila življenje. Na drugačen način. Šla je na potovanje, mislim, da je rekla v Španijo, bi mogla iti, in je, ko je šla domov se spakirati, je vzela še zeleno karto za Ameriko in mož je vprašal, drugače Iranka, zakaj pa rabiš zeleno karto, se greš samo v Španijo za 3 dni. Je rekla, ne vem, bomo vzela za vsak slučaj. Nikoli več se ni vrnila v Iran in nikoli več ni moža videla. Zato, ker so ji grozili, velika borka za pravice žensk in je imela ogromno groženj, tako da je potem bila tako kritična situacija, da ni se več vrnila v Iran. In je rekla, da je v tistem trenutku dobila nek preblisk in se je odločila tako, ni vedela zakaj, ampak se je. Tako da evo, danes bomo par besed o tem, o intuiciji, predvsem tema na kreativnost. Sodobna organizacija, kot sem uspel zavideti, pa nekako profil recimo današnjih poslušalcev, ste iz različnih organizacij in je dobro recimo, da ta del tudi nekako zaokrožimo z vidika, da sodobna organizacija, če hoče biti konkurenčna, mora znati predvidevati trende prihodnosti. Preteklost je že dobra za, bom rekel, neko prepoznavanje trenutnega stanja, pa še to ne vedno, ker vemo, da zgodovino piše zmagovalci, tako da treba upoštevati različne faktorje. Da bi pa napovedal prihodnost, je pa premalo sama preteklost. Tako da z tega vidika kompetenca intuicije postaje zelo, zelo pomembna in boste videli tudi preko primerov, ki bom danes pokazal, pa tudi sami verjamem, da imate kar nekaj takih primerov, vedno bolj nekako v ospredju tudi kot kompetenca, ki bojo tudi kadrovniki iskali v vseh organizacijah. Prav je, da povem še par besed o soavtorju. Dr. Ivan Renda je direktor podjetja TPV iz Novega Mesta oziroma zdaj iz Brežic. Skupaj sva ta projekt, on je projekt začel že prej, prav delal doktorat iz intuicije, me je povabil k projektu in sva potem nadaljevala skupaj in tudi 2 knjige napisala v soavtorstvu. Ko je šla knjiga ven, par besed sva, da je bilo rečeno, zelo lepi so bili nekako reviewji, kritike so bile zelo, zelo dobre. Žal nam je pa zmanjkalo časa, sva bila vsako svoje projekte vpet, tako da bi potem nadaljevala, imamo pa že material tudi za 3. knjigo, ki bo slej kaj prej tudi pripravljena. Vse skupaj je trajalo 7 let, raziskava, recimo nekako 2 leti samo pisanje, potem sestavljanje, ostalo sem pa že povedal. Menedžiranje je bilo včasih ful simple. To je prvi stavek iz knjige Jamesa Joe Owen. Mislim, da je How to Lead, če poznate knjigo, če ne, priporočam vsakmu. Vrhunska knjiga, ena najboljših z področja vodenja in prvi stavek je tako, Včasih je bilo vse bolj simple, šef je bil šef, delavci so pa delali. Ampak potem se je to zadeva kar malo spremenila. In zdaj, če bi iskali neko formulo uspeha, life success, bi rekli, da je to IQ plus EQ plus PQ, to pa je v bistvu so okrašave za inteligenčni kvocient, Se pravi, če si ti brain on a stick, super, ampak je dovolj, če si samo pameten, da boš bil uspešen, ni. Zato so te dodali tudi emocionalno komponento, se pravi emotional kvocient, se pravi, da moraš ti empatijo vklopiti, da moraš ti razumeti sogovornika, sodelavce, podrejene, nadrejene, se pravi, da ti z njimi čutiš, ampak to ni dovolj, če si ti čuteč, pa razumeš nekoga, pa če si pameten, vemo, da moraš imeti še kakšne dobre povezave, pa da moraš znati voditi, pa da moraš znati zlobirati stvari, pa da se moraš znati vnaprej dogovoriti, če si v nekem top managementu, predvsem takrat. Tako da, ampak je pa formula recimo nek približek temu, kar naj bi nekako bilo. Tudi mi, da so v naši knjigi povzela to formulo, s tem, da so jo dodala potem še to intuicijo, se pravi intuitivni kvocient, o katerem bomo pa danes par besed povedali. Tako da tudi to ni garancija za uspeh, je pa gotovo majčkeno boljši približek.
Sicer pa kaj pa je uspeh, je pa tematika za naslednjo delavnico lahko tudi, ne. Predvideli so nek koncept peščene ure, se pravi kot neko novo paradigmo uspeha, predvsem zaradi tega, sami vemo, ne, večinoma smo tukaj starejši, in vemo, kako je bilo, da v tisti zgodnji fazi življenja se ženemo, ne, za materialnimi stvarmi, šola, tako naprej, posel, biznis, denar in tako naprej. Potem pa počasi, ko dosežemo nek status, neko zadoščenje, pa začnemo iskati tiste spiritualne zadeve, ne, in začnemo potem povezati, kar je super in prav in naj tako to ostane. Ne bi bilo pa nič narobe, če je bilo to obratno. Ne? Se pravi, da bi, pa še danes tako lepa priložnost, ko smo v šolstvu, pa ta prispevek recimo k šolstvu, da bi se že v zgodnjih fazah učence, dijake, ne, usmerjalo v to, da iščejo svoje notranje kompetence in se bi spodbujal ta njihov notranji razvoj osebni, ker vse ostalo, kar pride, je potem od finančnega do družbenega recimo položaja, je samo posledica tistega, če smo sami perfektno zadovoljni. Ne. Pa ne bi šel predaleč od tako, ker imamo dosti gurujev, ko o tem govorijo, ampak enostavno tak proces je, naše vesolje tako deluje. Zanimiva je povezava z intuicijo pa recimo umetno inteligenco. Mi da sva 5-6 let nazaj že pisala o tem, kako bo umetna inteligenca v roku 5 do 10 let nenormalen napredek naredila in to se zdaj dogaja, tako da intuitivno smo nekako predvidela, kako se bojo zadeve odvijale, ne? In sva takrat že tudi dala recimo nek backup za to, se pravi in neka life insurance policy za svet, za družbo, za kulturo, civilizacijo kot tako bi bil, da se uvede v šolski sistem nekaj takega. Se pravi, mehke veščine, čez 3 tedne imam predavanje o mehkih veščinah na enem faksu in sem vprašal, na kaj naj dam fokus. So rekli, da je napisno komuniciranje, dobim mail, pa ga ne znam prebrati, ne, od študentov iz faksa. Tako da tukaj se počasi zaradi vse te tehnologije izgublja nit in to je en del, s katero se da to nazaj dati. Ampak zdaj, če gremo direkt na konkretno temo, da nam ne bo časa zmanjkalo, se pravi, predvidevam, da ste bili v situaciji, ko so vse poti kazale v neko določeno smer, vi ste hoteli pa v drugo in ste pač tudi tam šli. Včasih ste, včasih niste, ampak predvidevam, da takrat, ko ste se za to odločili, ste nazaj pogledali, ste videli, da se te točke nekako lepo seštejejo. In zdaj, kaj je intuicija? Dostikrat, ko govorimo, da je to 6. čut, ne? Gut feeling, sprav neki po tistih 5 čutih osnovnih naprej, ne? Mi da rečemo pa ravno drugače, no? Se pravi, da intuicija je 1. čut. Zakaj? Zato, ker ona je tista, ki te postavi na pot, pa na tej poti mi uporabljamo oči, ne? Da gledamo ušesa, da poslušamo, usta, da okušamo in tako naprej. Se pravi, ona je pa tisti nek kompas, ki nam kaže, lej, v to smemo rešiti. Ne? Tako da se vedno na ta način lahko na njo zanesemo. En izmed takih vprašanj, ki jih ponavadi dobim, je, ali imamo vsi intuicijo, pa če imamo že od rojstva. Načeloma ja, ne? Se pravi, tudi nekako raziskave to kažejo, se pravi, ni nekih razlik. Vsi imamo to že od zibelke, je pa razlika v tem, koliko to uporabljamo ali pa ne uporabljamo. Ne? Tako kot sem vas prej vprašal, kdo uporablja intuicijo, približno polovica vas je dvignila roko, se pravi, vi se zavedate tega, ostali pa morda to uporabljate popolnoma nezavedno. Ne? Če ozavestite ta del, boste bili še bolj uspešni. Evo, tako bi bil lahko en povzetek. Tekom raziskave sva delala tudi intervju s Stepanom Mesićem, nekdanjim hrvaškim predsednikom, predsednik predsedstva Jugoslavije, še tako naprej v ozadju, ki tudi nesporno pač to uporablja pri vsakdanjih odločitvah. Povedal nam je zaupanih par zgodb, kako so se zadeve odvijale, kako je bil kot majhen otrok, ko je bila še vojna, kako je zbežal, bi mogel iti domov, pa ni šel, pa ga je držalo nekaj na nekem potočku in tako naprej. In na koncu je prišel v bistvu v vas, ki je bila čisto popolnoma zrušena, ne? In bil en redkih preživelih. Recimo, rekel, da takrat je prvič začutil nekako to povezavo. Potem je pa zelo dober primer dal iz poslovnega sveta, ko se je začela ta zadeva v bivši Jugoslaviji nekako razvijati, ne? In so prišli k njemu, prišel je en ameriški fond, zelo bi rekel, premožen in tak prepoznan, ne? Ugleden, ne? Bi lahko temu rekli, in so mu ponujali ne vem koliko milijard dolarjev pomoči. Ampak je rekel, jaz sem imel nek feeling, čutil sem, da pač ni v redu, da to pomoč sprejmemo. Ne? Je rekel, vse je bilo v redu na papirju, perfekt, smo preverili organizacijo, smo preverili ljudi v ozadje, zgodovina, vse je špilalo, ampak je rekel, nekako enostavno nisem bil za. Ne? In rekel, da se je potem čez 2-3 leta pokazalo kot super odločitev, ker je bilo v bistvu v ozadje preprodaja orožja. Ne? Tako da to čist zgodba iz prve roke, ne? In se kaže ta duh intuicije. Težko dokazljiva, ne moramo dokazati, ne?
da obstaja, kaj je, tako naprej. To je podobno kot ljubezen. Vsi smo bili že zaljubljeni, ali pa mogoče še smo, ne? Kako boš dokazal, da si ti zaljubljen? Ne? Imamo toliko in toliko hormona, imam 55% danes take kemijske sestavine v sebi. Ja, ampak težko je, ne? Enostavno veš, čutiš in enako je pri intuiciji. Ne? Sprav enostavno nekaj veš, čeprav ne veš, zakaj veš in kako veš. Koliko mislite, da ima poprečen človek na dan misli? Tako, od oka. Misli, takih in drugačnih. Super odgovor. Med 12 pa med 60 tisoč nekje, recimo, dnevno človek ima nekih misli. To govori tudi o kognitivnih mislih, recimo, ko se jaz obrnem, popravim mikrofon, ne, skratka vse. 95% teh mislih, kaj mislite, kaj je? Nezavednih, pa ponavljajočih se. Sprav, mi smo dejansko na avtopilotu, vsak dan. Ne? Jaz, ko sem se zdaj v Ljubljano vozil, se spomnim vožnje. Ne? Pa sem tukaj. Ne bi smel povedati, ampak 80% teh misli pa je dokazano negativnih. Spravite, koliko malo prostora imamo mi, manevrskega prostora, ne? Da v tem, kar še imamo, potem se zasičimo s čem? S telefonom. Ne? Poprečen Američan se 2600-krat na dan dotakne telefona. Ne? 2600-krat. 10 ur na dan približno preživijo pred ekrani. Vse to nam pač jemlje to zadevo, se pravi avtopilot. Enake misli vodijo k čemu? Enakim odločitvam, enake odločitve k enakem vedenju, enako vedenje pa k enakim izkušnjam. Ne more biti drugače. Ne? Če danes delam enako kot včeraj, bo pač danes enak dan. In pa seveda potem posledično enaka čustva, to pa vemo, kam nas pelje, ne? Branko Lustig je tudi ena taka zanimiva osebnost, žal pokojni, hollywoodski filmski producent, Schindlerjev seznam ste gotovo gledali, ali pa Gladiator film. No, on je bil tudi producent tega filma, dobitnik 2 Oscarjev, je rekel, da Gladiator je tipičen primer, kjer je v bistvu intuicija naredila film svetovno uspešnico. Manjkala je zgodba ljubezenska in cel ta del. Sploh, ko boste gledali naslednjič Gladiatorja, vse, kar boste videli ljubezenske zgodbe, je nastalo zaradi intuicije in zaradi Branka Lustiga. In sodelovanje, ki so noči in noči prečuli z avtorjem skripta, ki so iskali neki manjkajoči del. Film je bil že cel posnet, ampak nekaj je manjkalo. In potem je bila ta aha moment, to ima bila noter in rekel, to je ključno, da je ta film postal uspešnica. Se pravi, če zaokrožimo, intuicija je neka moč, zmožnost za doseganje neposrednega spoznanja, ob hkratnem seveda zavedanju, ne, da ne vemo, od kje to spoznanje prihaja. Ne. Oziroma povedano po domače, ko nekaj veš, da veš, pa ne veš, zakaj veš. Ne. Lahko je zelo glasna. Prav si je, če slišiš jo, čutiš jo v želodcu. Jaz sem še enkrat iz ene službe, del svojega časa sem bil kot franšizni menedžer, pa coaching menedžer podjetje Perner, poznate Vhodna vrata, prestižna. In ko sem šel iz razgovora za službo, sem imel čuden feeling, prav zabolelo me v želodcu. Ne. Žena me je čakala v avtu, rekla, kako je šlo, sem rekel, super, ampak ne bo v redu. Ne. Prav, kaj, ne boš dobil službe? Sem rekel, ne bom, ampak ne bo v redu. Ne. In sem zadožbo dobil, sprejel in nisem bil dolgo tam. Ne. Enostavno včasih ti da nek fizični znak, zato odpravijo tudi gut feeling, ki prihaja nekaj spodaj, ali pa želodec kot strah, recimo, ali pa karkoli, ne. Vse to je tudi tema, recimo, za drugo predavanje, povezanost, ne, različnih organov, posebej srce, možgani in tako naprej. Tako da to. Lahko je pa tudi zelo tiha. Ne? Zakaj? Eno je zaradi teh vseh šumov, ki jih imamo, telefonov, ostalih medijev in tako naprej, ki smo prebremljeni z informacijami. Druga je pa tudi ta, da enostavno morda niso tako pomembne odločitve, ali smo si pa mi določene filtre nastavili sami sebi. Same sebe sabotiramo. Ne? V svetu self-helpa, pa recimo nekih terapij, je samo sabotaža zelo pomemben tak del, faktor. Ne? A znanost potrjuje intuicijo? V bistvu jo, vedno bolj. Zanimivo je recimo, da nekateri ezoterični veri, že stari 2-3 tisoč let, govorijo o stvareh, ki jih zdaj odkriva sodobna znanost, kvantna mehanika in tako naprej. Ne? Vse te stvari, ki se tiče od telepatiji do recimo nekih prenosov predmetov samih na druga mesta, postaje danes resničnost. Ne? To so znanstvene raziskave, ki to potrjujejo, da ne govorimo o vseh ostalih dobesednih eksperimentih in podobno. In tudi določene raziskave obstajajo glede intuicije. Ena zelo zanimiva je v bistvu tukaj, ki sem tudi zdaj napisal,
objavljeno na Psychology Today, so dali pa tako 2 kupčka kart udeležencev. En kupček je bil skrekan, kako se temu reče, se pravi, je bil sfriziran, da bo prinašal velike dobičke, ampak še večje izgube. Drugi je bil pa narejen tako ravno obratno, se pravi, da ti kaže, da je ful slab, oziroma potem na koncu pa ful dober. Ne? Ampak oni, udeleženci, tega niso vedeli. In so vlekli karte in so potem polagali te karte na kupček. Se pravi, ta karta mi je prinesla to in to, je dam na ta kupček. Ta karta mi je prinesla to, je dam na drug kupček. In kar je zanimivo je to, ne, da so po 50 kartah so ljudje ugotovili, nekaj ne špila. Se pravi, če vlečem iz levega kupčka, bom na koncu večji dobiček. Ne? Niso pa znali pojasniti, zakaj. Sem vedel, ok, tukaj nekaj ne špila, ta je boljši za mene. Pri 80 karti so šele lahko razložili. So rekli, ok, tukaj vlečem, dobim velike dobičke, ampak na koncu moram še več dati. Se pravi, za mene je boljši ta kupček, ki imamo najprej vleko tega. 80 karta. Kaj mislite pa, kdaj je telo odreagiralo? Ker so bili preklopljeni na aparate, se pravi, zmerili so jim nasičenost v krvi, pritisk, pot in tako naprej, utrip srca. Pri kateri karti je telo odreagiralo? Pri 10. Pri 10 karti je telo, ko je on z roko krenil proti levemu kupčku, ali pa desnemu, tukaj ni politike, ne? Se pravi, ko je šel proti levi strani, je telo odreagiralo. Ne? Se pravi, teoretično mi lahko sami sebe tako sfriziramo, da zadamo že pri 40 karti, pri 30, pri 10 načeloma, ne? Ali pa že prej. Ne? Zdaj pa seveda vprašanje, od kje prihaja intuicija. 3 nekako glavne zgodbe so. Eno je podzavest, polje, kolektivno, pa višja sila. Čist hitro, dajmo eno tako kratko anketo narediti. Kaj vi mislite? Kdo je za podzavest? Da prihaja intuicija iz podzavesti? Ok, kaj pa iz kolektivnega polja, nezavednega? Super, zanimivo. Višja sila, Bog, ok. Zanimivo. Bomo vsako na kratko predelali, pa bomo pustili vprašanje odprto, brez odgovora, ker v bistvu ne vemo. Ne? Jaz bi lahko prišel, pa bi rekel, ne, intuicija je to, kar je meni blizu. Če je meni recimo blizu višja sila, bi rekel, je višja sila, ne, že vplivam na sam proces. Ne vemo v bistvu, od kje prihaja. Za vse 3 področja pa obstaja kar nekaj dokazov, ker je zelo zanimivo. Ne? Se pravi, zdaj kaj je? Lahko je pa vse skupaj. Podzavest, se pravi, to je čistko, ne, ko sem prej rekel, ko sem se pelil v Ljubljano, pa nisem spovedal, da se vozim. Ne? Se pravi, teorija je taka, da v nas je nek superračunalnik, ki noter deluje konstantno, kvantno hitro, s svetlobno hitrostjo, ne, in enostavno zna predvideti stvari. In gotovo se nam to že kdaj je zgodilo in se nam dogaja. In to ta kvantni računalnik mi imamo vsi. Ampak ali je res to ver intuicije, pa ni čist jasno. Ne. Včasih se morda poklopi, včasih se ne vemo. Ampak to je ena izmed teorij, recimo, ki govori v prid temu. Gerd Gigerenzer, moram prav prebrati, ima poseben priimek, je delal več študij na to, pri velikih podjetjih v Evropi je to preučeval, multinacionalkah, in je gotovo zelo zanimiva zadeva, ne, da se podjetja, velika podjetja odločajo, recimo zdaj gremo pa na Kitajsko, na trg Kitajske, ampak ne bojo kar šli, dokler ne bojo trg preverili na način raziskav. Raziskave stane pa 20, 30 tisoč, 50 tisoč evrov. Ampak ta menedžer noče nastaviti svoj vrat na tnalo, zato naroči raziskavo, da potrdi to, kar je on že prej mislil. Vidite, kje je fora. Ne? Tako kot šahisti. Sem se pogovarjal s šahistom. Ne? Šahist že naprej ve, jaz bom naredil to potezo. Potem pa tistih 10 minut, ko razmišlja, samo preverja, zakaj je ta poteza dobra, pa zakaj ni. Spravi, on dobi feeling, občutek, nek nagib. Ne? No, in tale Gerd pravi, da je to pač ta superračunalnik. Naslednja teorija o polju, tukaj je zelo znana oseba na tem področju, Lynn McTaggart, jaz sem pred leti eno knjigo njeno tudi povzemal v seriji člankov za misterije, zelo zanimiva, polje ste tako tudi slišali, ki pravi, da smo vsi povezani v neko kolektivno polje, ne? Akaša, kakorkoli, in potem to črpamo iz tega polja. Obstaja zelo veliko zanimivih stvari iz tega področja. Ne vem, če ste vedeli, isti dan, ko je Bell vložil patent za telefon, je tudi neka gospa, mislim, da je bila Gray, ne spomnim točno ime, isti dan je ona vložila patent tudi na drugem koncu, recimo, sveta. Podobno se je dogajalo z drugimi stvarmi. Ne. Potem so tukaj sanje. Nikola Tesla. On je v sanjah
Rekel, da hodi v druge svetove, se pogovarja, ima tam ljudi, s katerimi je prijatelj, isto kot z ljudmi fizični, kot jih vidi. On je recimo v svojih mislih na koncu zadnjih 20 let svojega življenja izumil vse v mislih predelal, pregledal, stestiral, če delujejo, potem pa zato pa ni nič papirjev v zadnjega obdobja. Pustimo to, kar je še FBI vzel, ampak dejansko je v mislih že naredil eksperiment, je vedel, stvar deluje, ne deluje, nisem naredil. Tako da Elisha Gray je tale gospodična, ki je telefon naredila. Enako je bilo z jet engineom, recimo raketnim pogonom in še mnogi drugi. Potem pa še ta zadnja, višja sila, ki pa pravi, da dobimo, da smo samo kot antena, ves čas v neki neposredni komunikaciji z višjo silo. Kaj je to? Je to kot Bog, je to neka univerzalna inteligenca, je to veliki arhitekt, kdorkoli, ampak povezava z nečim višjim. In je zelo zanimiv recimo ta pregovor, ki pravi, da je intuicija je vedno dvosmerna. Prav tako kot molitev. Molitev je tvoj način, da se pogovarjaš z Bogom, intuicija je pa SMS, ki ga Bog te pošle nazaj. Recimo, ne vemo točno, naša raziskava je pokazala, da 37% ljudi se je odločilo za zadnjo. Sprav, nekako rahla večina se je odločila za zadnjo, ampak tu bi seveda vzorc mogoče premehen za neko resno raziskavo. Je slutna intuicija ali ni? Je, slutna je intuicija samo, da je v preobleki nečesa negativnega, kar sledi. Riker Skorla je bil 11. septembra v VTC-ju in mislim, da je rešil, koliko 2700 oseb je rešil iz VTC-ja, spravi iz dvojčkov, zato ker je imel načrt že 10 let ali 15 let pripravljen. Ko je bil prvi napad, je dobil feeling, da bo to še enkrat se ponovilo in je bil drugače pa vojni veteran, izjemno usposobljen in je pripravil načrt, ki je imel ves čas pripravljenega. In ko do tega prišlo, je enostavno imel pot in je ljudi v eno smer in je zadevo pač rešil. Žal je sam v tem istem dejanju pač umrl, dal svoje življenje za to, ampak je pa rešil toliko drugih. Sprav, to bi bil nek primer intuicije kot v preobleki recimo slutne. Koliko mi je še kaj časa? 10 minut? Ok. Ker jih je 5 največjih zaviralcev intuicije. Ego, strah, stres, zaščitenost z informacijami pa rutina. Zaščitenost smo že povedali, stres je vsem dobro poznan. To kot celica. Celica, ki je v stresu, se ne more razvijati, pa obnavljati. Ona gre lahko samo v eno smer ali pa v drugo. In ko smo mi sproščeni, se razvija, ko smo v stresu, nazaduje in pride bolezen in vse ostalo. Največji zaviralec pa je ego. Ego, to je tako, kot recimo, ko izklopiš ego, kot da prideš recimo v to sobo, temno pa prižgeš luč. Kako izklopiti ego? Kdo ima kakšen dober način? Ja. Odviješ pa spiješ. Najlažji način je, da vzbudiš vse sočutje. Ker ko si sočuten, ne moreš biti nikakor drugačen do sogovornika, do sodelavcev, do kogarkoli, kakor da si pač enostavno prijazen in ga razumeš. Ker če si sočuten, to pomeni, da imaš empatijo do njega in si postavljen njegove čevlje in razumeš njegovo perspektivo. In deluješ drugače. Ne boš deloval sam proti sebi, če ti njega razumeš, zakaj on tebe ne mara. Ko izklopite ego, se ta zadeva glede intuicije tudi odpre zelo močno. Strah, stres, seveda, vse to, kakor je. Zdravila so pa na desni strani, mečko jih je treba še zdaj čez. Se pravi, strah, najbolj se je soočiti s strahom. Will Smith je ful dobro povedal v enem filmu, mislim, na dan pojutrišnjem, kako se imenuje, ta malo razlaga, prav, strah je samo konstrukt misli. Prav, ne me narobe razumeti, posledica je lahko že realna. Se pravi, mene če tiger lovi, me bo ujel, me bo pojedel. Ampak ali bo pa mene strah, ko tečem, je pa moja odločitev. Tako da strah je tako, relativen. In se fajn z njim soočiti. Ok. Zdaj pa še eno zadeva, ki je vedno nekako predmet debate, kjer se začnejo potem mnenja nekako med sabo biti. Ali je intuicija nekaj, kar dobimo preblisk ali ni? Ni vedno. Budisti imajo tak zelo zanimiv frazo, besedno monkey mind pravijo. Se pravi, ko imaš skozi neke misli v glavi, skozi se nekaj dogaja, kot da te neke opice po glavi skačejo, je pa fora tako, da mi, ko rastemo, dobimo od družine en kup nekih vzorcev, delovanja, navad. Si ustvarimo neka stališča, mnenja, navade in potem končno prepričanja.
Ne? In ta prepričanja kot filtri deluje na nas konstantno, sploh se ne zavedamo. Ne? Tistih 5% smo prej videli, koliko imamo možnosti, da mi sami odločamo stvari, če se ne poglobiš v sebe. In dostikrat mislimo, da je nekaj intuitivno. Ja, pa seveda, pa moram tako. Ni čisto res, ne? Kako pa prepoznaš, da pa je res intuicija? Vi, ki uporabljate, pa ste 70% bolj uspešni kot druga polovica. Začutiš, enostavno čutiš, ne? Dati nek občutek pomerjenosti. Si pred težko odločitvijo, ko veš, da bo zadeva recimo naporna, čudna, mogoče tudi negativna, en del, ampak vseeno veš, da moraš to iti. Da moraš tako narediti, ne? Meni se to že večkrat zgodilo, zato sem pač to področje veliko proučeval in sem tudi, ko si pišeš, sem si pisal 1 leto dnevnik sanj in dnevnik recimo odločitev, vseh odločitev. Ne? In potem na koncu, ko pogledaš za nazaj, tako sem se odločil, pripeljalo me sem, ne? Kaj pa, če si drugače odločil, kaj pa, če bi tako naredil, ne? In narediš introspekcijo, retrospekcijo in vidiš zelo, zelo zanimive stvari, če si jih priznaš. Ne? Zato pravi, da za intuicijo moraš imeti nekaj, kar rečejo, nekaj cojones. Dostikrat vemo mi vse, kaj je prav, ko se odločamo. Ne? Se pravi, vemo, da bi morali v to smer, pa da bi se mogli tako odločiti, ampak se ne, prvič zaradi teh filtrov, drugič pa z tega, ker nas je strah. Ker ne verjamemo čisto. Ko pa ti 2, 3 verjameš, pa greš čez ta proces, potem pa enostavno vidiš, da lahko temu zaupaš in potem ne glede, kaj se zgodi, pač temu slediš. Evo, še 3 stereotipe bomo zdaj razbili na koncu, imamo še toliko časa. Prav, da je intuicija vodo, smo že ugotovili, da ni, da smo ljudje racio ali intuitivni, tudi to ne drži. Mesič je zelo racio, ne? Ampak je tudi intuitiven, pa recimo Boscarol, s katerim smo tudi delali intervju, je tudi rekel zelo racio, pa je rekel, da sprejema ogromno intuitivnih odločitev, ne? Tudi primer recimo zelo zanimivo je povedal. Ženske so bolj intuitivne od moških, ali niso? To pa vas vprašam. Ženske, ki moje moški tako delajo. Znanstveno bi rekel tako, da ni dovolj velike statistične razlike po vseh raziskavah, je pa razlika na 2 področjih, predvsem na tem, da se ženske dovolijo bolj razmišljati o tem, pa čutiti. Predvsem to je razlika. Pa druga razlika je ta, da se upajo, pa raje o tem govorijo, kot mi moški. To smo pač mi ugotovili. No? Se pravi, da v osnovi ni, ampak smo naučeni tako, da je moški in enostavno si ne dovoliš teh takih stvari. Ne? Ampak v resnici pa je takšna zadeva. Skratka, to pa, kar smo danes tukaj, no, je pa ta slajd mogoče najbolj pomemben. Se pravi, intuitiven model odločanja, ki bi ga mogli upeljati v vse stopne in že šolanja, razvoja kot organizacij. Se pravi, da ne samo tisto racionalno, ampak tudi treba poslušati še neke druge stvari. Ker prihodnost je težko, ko se že napovedati s preteklostjo. No. Ta del bom preskočil, pa recipročnost. Zdaj pa enih par primerov kreativnosti, ker intuicija pa kreativnost so zelo med seboj nekako spodbujata, sta zelo vzajemno delujeta. Je pa zelo pomembno, recimo, danes organizacije morajo biti kreativne, inovativne. Ne? To pomeni, da morajo biti stalno v neki gonji, ne? Za tem, da so boljše od drugih. In bral sem zelo lepo za raziskavo o drevesih. Poznate, kaj je to World Wood Web? Ne? Ja. Super, ne? Se pravi, drevesa med seboj komunicirajo preko koreninic, preko fung, preko sistema, ne? Miceno, kako se reče. Ne? Tako, ne? In enostavno si pošiljajo hrano. Ne? Zanimivo je, da recimo so ugotovili drevo, kak stoji tukaj, pa sta pa še levo pa desno eden, ta je bolj bogi, bi rabo hrano, ta ima dovolj, ker je dobil tizga, ta mu prepusti hrano naprej, ne? Ker je zaznal tega, da on rabi bolj kot on. Ne? Tako da zanimivo. No in ta recipročnost mene zelo spominja na to intuicijo. In pa recimo primer umetnosti, to je naslikal slep slikar, John Brambit. Ni slep od rojstva, tako da pozna barve, pozna obraze, je že videl, ampak ne vidi več. Ampak tako on riše zdaj, kaj je slep. Ker se mu je ta del bolj izostril. Poznano je to, da potem slepi bolj slišijo, recimo, ne? Da imajo bolj izostren čut, ampak tudi take stvari. Še hujši primer je pa recimo iz Turčije, SRF Armagan, ki pa je slep od rojstva in riše 3D avtomobile, konstrukcije, stavbe in tako naprej.
ima ful dobro občutek, ko pride predavati, recimo pove, da takoj zazna, koliko otrok je recimo na predavanju, ko pride mešano. Skoraj na osebo natančno pove, koliko je otrok. Ne? Za odrasle ne zna tako natančno, ne ve, zakaj otroke bolj začuti. Mogoče jih bolj začuti, ne? Ampak enostavno pove, 20, 30 in je mogoče za eno osebo razlike. Ne? Recimo v dizajnu Pontus Fonta je svojo intuicijo ogromno uporabljal, to je bila nekdaj konkurenca Tesli pa ostalim električnim avtomobilom, je bil direktor notranjega dizajna mislim, da je bil konglomeratu Volkswagena, Audija in je šel potem v FF Faraday in so mu vsi rekli, si ti normalen, ne? Tako službo, tako pozicijo boš zamenil z nečem, kar je čisto novo, ker se ne ve, kaj bo bilo. Ampak kot je povedal, ne, na koncu, ko je potegnil pikice, je rekel, to je bila edina smiselna prava odločitev, ki je v življenju potegnil. Ne. Ampak včasih to vidimo za nazaj. Ricardo Ili, predsednik skupine Ili, vsi poznate Ili kafe, najbrž ga tudi pijete. Njegov dedek, mislim, da je bil Aloče, ustanovitelj, 50% odločitev sprejema izključno intuitivno, 50% na podlagi podatkov. Iskali so direktorja za Alpe Adria regijo, pa Ili kafe je samo, da se razume, samo en brand, imajo pa še čokolade in en kup drugih stvari. Iskali so direktorja za celo Alpe Adria regijo in je bilo to zgodba, da so ga vprašali za mnenje in rekel, pač jaz sem proti, Bort je pa rekel, mi smo pa za, ne, ampak njegova je zadnja. Ampak je rekel, lej, pač vam zaupam, ne znam vam pojasniti zakaj, pač nimam razloga, ker je bilo na papirju perfektno. Ampak jaz nisem za to osebo. In potem so ga vseeno zaposlili, rekel, take težave so imeli, ko še nikoli. Pol leta so se z njim bockali, potem so se 2 leti na sodiščih preganjali, ne. In rekel, lej, ne znam pojasniti, ampak jaz sem v trenutku, ko sem videl ga, ko sem enostavno začutil, da pač on za našo organizacijo ni, ne. Tako da kadrovniki zelo recimo, se v to poglabljajo, ne, kar nekaj jih poznam in vidim, da vedno bolj se nagibajo tudi v to smer. Sprav, da se bo tudi v prihodnjih 5-10 letih iskalo tudi ta del, še posebej z razvojem umetne inteligence in vse tehnologije, ki je, ne, bo to še bolj postalo pomembno. Zdaj pa za konec, pa še delim 10 bi rekel, nekih, kako se tem reče? Tako, zapovedi, tako, 10 božjih zapovedi. Kako razvijati intuicijo? Eno je pač enostavno, da ne razmišljaš. Sliši se smešno, ampak probajte enkrat, poskusite, ne? Poslušajte srce. Vedno ve, kaj je prav in če boste poslušali, boste šli vedno po pravi poti. Nemogoče da zgrešite. Tudi če se vam trenutno zdi, da ni čez časa pokazalo, da je. Ustvarjanje, to zelo močno spodbudi intuicijo. Ples, igranje inštrumentov, risanje, vse te kreativne dejavnosti spodbijajo intuicijo in obratno. Intuicija spodbuja te, tako da se začne ta krog zelo dobro obračati. Odprtost do novih idej. Seveda. Kako to narediš? Ful simple. Meni Gregor recimo razlaga nekaj in ga vprašam, super, in ne začnem pa jaz razlagati, kaj jaz hočem povedati, ampak ga vprašam, kaj še? Ne? Kako to misliš? Kako si to predstavljaš? Za koga bo to uporabno? In on bo meni potem celo zgolj povedal, da jaz bom bil za eno ful dobro idejo širši. Ne? In v tem času jaz nisem škodoželen, nisem pod vplivom medijev, pod ničemer, ne? Ampak direkt s sočlovekom o nečem dobrem za skupnost. Sistem prepričanj je absolutno zelo pomembna zadeva, ne? Se pravi prepričanja spreminjati, čute umiriti, spomnite Arhimedov zakon, kako je nastal. Ne? Dneve se je mučil, tedne, najbrž leta, da je prišel do formule, pa ni prišel, pomeni pa vsega dost, pa je šel v vročo kopel, pa je vse odmislil, pa se pa spomnil. Eureka. In enak stekel ven po cesti, tako je bil, ne, navdušen nad tem svojim izumom, ne, vzgon. Ne. Tako da ja, meditacija, kopel, sproščanje masaže, vse to pomaga, da se človek sprosti. Navdihujoče okolje, zelo dobro, da imate en del v službi doma, nek kotiček, ki se počutite doma, ki je vam namenjen, ki se dobro počutite, res navdihnjeno, ne. Pa delovanje z mislijo na višji pomen. To se je pri intuiciji pokazalo kot zelo pomemben faktor, namreč posamezniki, s katerim so delali intervjuje, tisti, ki so imeli vključeno svojo strategijo delovanja skupno dobro, na kakršenkoli način, na kakršenkoli povezavi nivoju, so bili po družbeno sprejetih kriterijih uspešnejši, kot vsi ostali. Se pravi, vključite tisto komponento noter za nek višji pomen, ne samo za mene, vase, nase, zase, ampak nekaj več. In potem se začnejo stvari odvijati čisto drugače. Intuitivni dnevnik sem že omenil, sanje, mogoče kot informacijo, zanimivo povem,
ko sem si pisal sanje, sem ugotovil na koncu leta, da sem 8 ljudi sanjal konstantno. Če bi me vprašal 1. januarja, sanjaš te osebo kdaj? Pa vsake toliko časa, mogoče enkrat na leto, pa še ne. Ko pa pogledam nazaj, sem povedal, da sem konstantno, mogoče 30krat sanjal v enem letu. 8 oseb, ne. Pa je pa zanimivo malo po Freudu pogledati, po Jungu, kako se te stvari obračajo, ne. Pa sočutnost, to sem pa že prepovedal, uravnotežite ego in enostavno zadeva se bo začela odvijati. Sedajni trenutek, čuječnost, to je že spravna fraza, ampak vse te stvari so tako enostavne, ne, se ponovi tako, kar je enostavno, tisto deluje. In to je edino pravilo, ne. Sam poslušaš, ko imam jaz predavanje recimo o komunikaciji, ker to veliko delam, ne, verbalna, neverbalna komunikacija, vse te stvari, prepričevanje, pogajanje, ko imam nekaj izkušenj, pa se učiš govoriti tle, kako moraš držati roke, pa politiki, pa direktorsko vas učijo, ne, pa ta zvonec, pa kako ne krilt, pa ne preveč dvigati glasov, pa tako naprej. Kako to lahko ena bližnjica do tega, da ne rabiš nič tega učiti? Sam verjeti moraš v svoj produkt pa v sebe, ne, v to, kar prodaješ, kar govoriš. Če to verjameš, celotna retorika, vsak govori telesa, vse bo šlo tako, kot mora biti. Nobenega izobraževanja ne rabiš. Ne? Sam če res trdno verjameš v to, kar je. To so pa nekateri tako nenormalno uspešni, pa bi rekli, da niso. Tako, evo, zaključujem z besedami Draga Plečka, tudi en izmed pionirjev alternativnih področij, Hrvat iz Samobora, je rekel tako, Aleksej, v življenju ni naključij, so samo sinhronosti. Naključje je nekaj, kar se zgodi, pa mislimo, da je naključje, ne? Sinhronost je pa doda temu še nek pomen. In zelo, zelo zanimivo, recimo, če se v to poglobiš, da vidiš, da dejansko se marsikaj zgodi, pa mogoče ni naključje. To, da sem jaz danes tukaj. Ne? Pa ne bom zdaj to zgodbo govoril, kakšna je, ampak je zelo zanimivo. Iz moje strani vse, šel sem zelo hiter čez, se pravičujem, da sem hitro govoril, ampak imel sem tako malo časa. Za kakršnokoli vprašanje bom na voljo, tako imamo tak dogovor s skupnostjo, tako da kadarkoli po telefonu, po mailu se lahko name obrnete, pa vam odgovorim oziroma na kakršnokoli drugo sodelovanje. Če bi pa kdo želel gledati knjige, pa to sem dostopen, pa me dobi tudi preko socialnih medijev ali pa preko maila. Tako da, hvala lepa.